see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. V Južni Ameriki, še posebno v Peruju, imajo eno zelo zvito ukano. Namreč nekdo pride in ti stisne šampon na ramo. Sicer ne vem, če to še delajo, torej delajo siguren, sam zdaj že marsikdo to ukano pozna, pa zaradi tega potem ne počnejo več toliko tega. No, meni se je to enkrat zgodilo. Eden ti stisne šampon na ramo, en drug ti pa pride od spredaj pa ti pove, ti imaš pa šampon na rami. In potem, ko ti gledaš, kaj pa je tole, takrat pozabiš seveda na varnost in na to, da se moraš varovati in predvsem pa na to, da ti torba visi okrog vratu. Takrat ti od nekod nekdo priderja, ti sname torbo in medtem, ko se ti ukvarja s svojim šamponom na rami, pač ostaješ bez vsega svojega imetja. Dost neprimerna, dost neprijetna zadeva in precej sem jih srečal tam v Južni Ameriki, ki se jim je to zgodilo. No, če boste imeli na tale način, kot jo imam zdajle jaz, potem se vam bo to težje zgodilo, ker težje vam bo snel torbo, ki je preko glave obešena, pa ki je poleg tega spredaj, kot recimo, če vam takole visi, pa vam enostavno sname in z njo teče. Skratka, na to bodite vedno pozorni. Pa še nekaj, enkrat sem že omenil, da nekateri zelo radi režejo nahrbtnike. To naredijo pa na ta način, da ti ga prirežejo tukaj spodaj s tistim nožem knjigoveškim ali pa s čem drugim in potem lepo hodijo za tabo, počakajo, kdaj bo kaj priletelo ven. Proti temu sta dve orožji. Eno manj zanesljivo orožje je to, da imaš tam noter same umazane majice, pa stare hlače, pa take stvari, ki jih ne boš potreboval dostikrat na dnu nahrbtnika in če že tiste vam padajo, pa jih nekdo ukrade, potem še ne bo hudega. Če imate nahrbtnik z dvema predaloma, tako kot je tole oranžni, potem pač v spodnjem predalu imejte vedno manj vredne stvari, v zgornjem pa več vredne stvari. Je pa še druga možnost, to pa je, da zaščitiš svoj nahrbtnik. No, če boste kaj potovali okrog, v Evropi tega ne vidiš prav mnogo, v kakšni drugi državi pa kar precej. Namreč ljudje hodijo okrog, taki popotniki, in na ramah nosijo nečudne žakle. No, ampak, ko se malo poglobiš v celo zadevo, vidiš, da ne gre za navadne žakle, pač pa je to lahko čisto navaden krompirjev žakelj iz navadne vrečevine, ki ga natakneš preko nahrbtnika. Van izrežeš dve odprtini tukaj, kjer so tele naramnice in potem je videti, kot da imaš na rami navaden žakelj in tisti že psihološko deluje tako, da se ga pač nobeden ne loti, ampak enostavno takega popotnika, ki ima na hrbtu navaden žakelj, pustijo v primeru. Druga varianta je, da kupiš posebno vrečo, ki gre čez nahrbtnik, ker proizvajalci so hitro to ugotovili in so začeli izdelovati tudi take vreče. Ne vem, če jih pri nas že imajo, ki v tujini pa sigurno. Torej taka vreča, ki jo zgoraj zadrgneš, vanjo pa daš cel nahrbtnik, s tem malo povečaš njegovo jakost. Sem vam že enkrat povedal, da so mi ga tukaj zvili, ker so pač precej nenežno ravnali z njim. Drugič je pa bolj varen, če je dvojno zavit, ker pač dveh vreč ne bodo šli rezati, ampak bojo raje tvojemu sosedu prerezali nahrbtnik. Potem videl sem v Južni Ameriki tudi take, ki nosijo s seboj prave žičnate mreže, take kot recimo za ograjo, in potem cel spodnji del nahrbtnika prevlečejo s tako žičnato mrežo ali pa celo cel nahrbtnik. No, tisto je potem zelo sigurno, izgleda pa ne preveč lepo in tudi malo težko je, tako da ne vem, sami se odločite, ali vam je kaj takega všeč ali ne. Kakor vidite, zdajle že pada dež in mislim, da bomo zaradi tega našo oddajo kmalu zaključili. Kaj hočemo, danes pač nimamo sreče z vremenom. Za zaključek oddaje se bomo zdajle spet malo podali na potovanje, medtem bomo pa pospravili tele zadeve in se poslovili od vas.
Torej za zaključek se bomo malo podali v Džajpur in tisto, česar še nismo pogledali, je v Džajpurju palača vetrov. Enkrat sem že omenil, da je Džajpur glavno mesto Rajasthana. Rajasthan je pa spet ena od večjih držav v Indiji. No, v tej palači vetrov se godi marsikaj in predvsem je pa zelo lepa in zdaj si jo malo poglejmo. Medtem, ko ste vi gledali našo Indijo, smo se mi preselili v avto, ker je krepko začel padati dež in kot vidite, še vedno pada. Zdaj mi pada na glavo, ampak jaz moram glavo tiščati ven, da me sploh vidite, ker je v avtu tema. Ta hip sem v Maroku, to verjetno veste in zaradi tega gledate pač posnetek, kar pa ne pomeni, da nam ne smete pisati. Pišite nam na naslov MMTV, naš naslov je Žorgova 70, napišite za oddajo Popotnik, karkoli boste pač že napisali. No, do prihodnjič, lepo pozdravljeni. Bum.